Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji, ki je namenjena lokalnim volitvam, soočamo kandidata za župana občine Gornja Radgona. Tudi v Gornjeradgonski občini bodo namreč volilci 19. oktobra ponovno izbirali župana. Za županski stolček se potegujeta dosedanji župan Anton Kampuš in kandidat Stanislav Rojko, ki ju oba lepo pozdravljam v našem studiu. Hvala lepa na pozdravu, spoštovana gospa voditeljica, gospod Rojko, spoštovane gledalke in gledalci, spoštovani moje krajanke in krajani občine Gornja Radgona, lepo vas pozdravljam in hvala na povabilo. Res prisrčen pozdrav vsem skupaj. Bomo pričeli kar z vami. Gospod Kampuš, 3 mandate ste že župan. Zakaj odločitev za ponovno kandidaturo? To je namreč 12 let. Ja, če tudi je bilo kar nekaj časa, ko sem moral kar preštudirati, kako bi naprej, se na koncu je prevladala vseeno odločitev, bom rekel takole, občank in občanov, ki so me sorazmerno resno nagovarjali takole z besedami in tudi z pisni obliki, da naj vsekako še poskušam zakoračiti v 4. mandat iz preprostega razloga, ker so mi postavili 3 vprašanja na račun tega. Prvo, v občini Gornja Radgona poteka en velik investicijski ciklus in imamo 2-3 velike projekte, ki bi jih naj na nek način dokončal, tako so mi rekli. Torej, čistilna in pa voda Pomurje. Druga stvar je, z sodelavkami in sodelavci ter političnimi strankami sem se na nek način pogovoril in so mi na nek način stopili ob stran in me tudi nagovorili, da bi naj še ta 4. mandat odpeljali skupaj, ker smo dobra ekipa. Tretja pa je seveda, da bi bilo potrebno že počasi pripraviti eno mlajšo ekipo, torej čez te prihodne 4 leta, ki bi na naslednjih volitvah sprejela odgovornost in seveda tudi zagotovila takšen hiter tempo razvoja občine Gornja Radgona še vnaprej. No, to je kar nekaj dejansko teh predlogov, zakaj ste se odločili. Tudi vi, gospod Rojko, spremljate dogajanje v občini, pravzaprav ste občinski svetnik, zadnji mandat. Morda za začetek, zakaj pa ste se vi odločili, da boste kandidirali? Ja, v bistvu bi bilo, saj tako jaz na to gledam, neodgovorno z moje strani, če bi zdaj po 4-letnem delu v občinskem svetu in pa po predhodni kandidaturi pred 4 leti za županski sedež v občini Gornja Radgona, da zdaj po 4 letih, po moji oceni, poštenega dela, ne bi spet ponudili alternative občanom občine Gornja Radgona. Iz preprostega razloga, to, kar moj protikandidat pravi, je v bistvu res. Počasi je čas, da pride mlajša garnitura na čelo občine Gornja Radgona in mi to ponujamo že zdaj. Ne čez 4 leta, ampak danes in takoj. In pa tudi nagovarjanje ljudi, krajanov, me je pripeljalo do tega, daj, prosim, potrudi se, dajte ponudite alternativo. Namreč projekti, ki jih pelje občina Gornja Radgona, niso odvisni od župana. Župan jih samo vodi. In ljudje želijo, da jih vodi, vsaj tisti, ki mene nagovarjajo, da jih vodi v tem 4-letnem obdobju že nekdo drug, ne gospod Anton Kampuš. Tako da to je v bistvu neka tista odločitev, ki je mene pripeljala, da spet kandidiram za župana občine Gornja Radgona. No, bomo sedaj pričeli z nekaj statistike. V 10 letih se je iz občine izselilo 550 ljudi, po letu 2006 je sicer to izseljevanje upadalo, sedaj pa spet narašča. Čemu pripisujete to, gospod Kampuš? Morda občani ne najdejo zadosti vzpodbud v občini? To je splošen trend v Sloveniji, da na nek način ljudje pa tudi upravičeno iščejo boljše priložnosti za življenje, tako je tudi pri nas v občini Gornja Radgona. Pri nas je ta zadeva še dosti bolj preprosta, torej imamo kar nekaj primerov, ko se naši domačini iz Gornje Radgone preselijo kar v avstrijsko Radgono. Zaradi tega, ker imajo boljše pogoje, prvo, boljše pogoje življenja, drugo, več odprtih priložnosti v smislu delovnih mest, torej za veliko delovnih mest je odprtih, in seveda tretjo je življenje nekoliko bolj umirjeno in seveda bolj, torej mi moramo vedeti, naprimer, če gledam malo sosede naše Avstrijce, oni so naprimer na 2. mestu v Evropi po BDP-ju, nasploh po življenju in ni čudno, da potem naši ljudje, tisti seveda,
ki imajo priložnost in ki si upajo, ki imajo znanje, si to dovolijo. Druga stvar pa seveda je, v zadnjem času je ta trend res, tako kot ste dejali, nekoliko upada, pa predvsem na račun tega, ker mi imamo v občini Gornja Radgona torej odlično gospodarstvo. Pred kratkim so bile izrečene velike pohvale na račun našega gospodarstva v financah. Smo eni izmed boljših v Sloveniji. V regiji Pomurje smo na prvem mestu in na nek način vzor. Torej naša industrijska cona je vzorna. In če bi takole po domače povedal, seveda se ta trend obrača. Glejte, pred 10 leti, na primer, je v industrijski coni Gornja Radgona so bila 4 podjetja. Zdaj jih je 24. Torej, to je nek trend, ki na nek način dokazuje, da je pri nas gospodarstvo stabilno in pa dobro. Pa se seveda turizem se povečuje, kmetijstvo na nek način napreduje in to so neki pogoji, ki bi lahko kazali neko našo boljšo prihodnost, tudi v prihodnje. No, o tem bomo tudi nekaj spregovorili v nadaljevanju. Sicer morda, gospod Rojko, tudi vi, kakšen komentar na to izseljevanje? Ima morda občina kakšen vpliv, lahko zaustavi ta trend? Ja, bom povedal najprej na splošno. Torej, res je, nekako je v državi trenutno stanje tako, da se ljudje izseljujejo. Ampak tukaj v naši obmejni regiji pa je še ena specifika, blizu smo. Zelo enostavno je priti čez mejo, pogledati čez mejo in vidiš, kako se tam živi. Potem seveda morda nastopimo tudi kdaj kje narodno, pa govorimo, ja, saj je super, da je, kar pojdite čez mejo, naučite se nemško, pa pojdite čez mejo. Mene sicer to zaboli, jaz pravim, super je, da imamo izhod v sili. To je za mene izhod v sili, torej odhod čez mejo. Potem je država bila tudi nerodna, ko smo nekako na zelo neroden način nastopali do teh, ki delajo v Avstriji, pa živijo pri nas in nismo, po moji oceni, najbolj korektno uredili dohodninske zakonodaje. Vemo vsi znane zgodbe okrog shodov in zbiranja tistih, ki delajo v Avstriji in pa okrog tega, koliko jim ne bo odpuščeno pri plačevanju dohodnine, ker je namreč avstrijska dohodninska lestvica nekoliko nižja kot slovenska in potem tisti, ki delajo v Avstriji pri nas na veliko doplačujejo, pa morda ta zgodba ni najbolj posrečena. Vse jaz menim, da bi lahko ta olajšava vsaj do neke meje še ostala, pa jo ukinjamo, vse tako se govori. Naslednja stvar, ki pa je, občina lahko pripomore vsekakor, da se ta trend ne nadaljuje in to tako, da na široko odpre vrata odlični industriji, ki jo imamo, oziroma da pripomore k temu, da dobimo te industrije še več in pa da pripomore k temu, da lahko tudi doma na svojih domovih počnemo nekaj, kar bo vendarle prinašalo dodaten kruh oziroma dodatno delo. To je pa tako zvana dopolnilna dejavnost na kmetijah ali pa manjše obratovalnice. Zdaj zaenkrat je tega po moji oceni premalo in mislim, da nismo bili nekako tudi z nesprejetim prostorskim načrtom občine Gornja Radgona, vsaj z novo novelo, ki jo že kar dolgo časa delamo, dovolj agresivni pri tem, da se to zgodi. Tudi morda primer, ne samo službe, ampak tudi kje živeti nimamo včasih, ko mlade družine ravno zaradi tega čakajo na gradbene dovoljenja in jih ne dobijo, ker nimamo prostorskih aktov, ki bi jim to omogočale. Tako da tukaj je še po moji oceni kar nekaj rezerve in tu smo pa v občini Gornja Radgona tisti, ki lahko pri tem pomagajo. In jaz se bom zato, če bom župan, napel vse sile, da se to zgodi. Gospod Kampuš. Glejte, statistično je dokazano v Sloveniji, da se izseljujejo izključno tisti, ki nimajo delovnega mesta. Druga plat medalje, da se izselijo tisti, ki nimajo primernega delovnega mesta za sebe. Glejte, koliko imamo mi mladih, torej tisti, ki so doštudirali in tako naprej, ne najdejo primernih delovnih mest. Druga stvar pa seveda je, ker se pa tiče dopolnilnih dejavnosti pri nas na našem področju, jih pa veliko in jih lahko samo pohvalim. Torej imamo odlične kmetije, vinogradniške kmetije, torej kmetije, ki se ukvarjajo z kmetijstvom, pa imajo dopolnilne dejavnosti, veliko število kmečkih turizmov, veliko število tistih, ki se ukvarjajo z dajanjem stanovanj oziroma sob in tako naprej. Tako da te dejavnosti, torej dodatne, so pri nas kar, bi rekel, dobro razvite. Gospod Rojko, kako bi morda komentirali to, da so te dopolnilne dejavnosti že sedaj, kako bi jih vi še dopolnili oziroma nadgradili? Glejte, se jaz ne pravim, da jih ni. Ampak recimo takrat, ko ima nekdo idejo, pa mu prostorski načrt občina ali pa nasplošno, sploh naša tudi državna zakonodaja včasih onemogoča,
da se še hitreje razvije. Jaz ne govorim, da tega da nimamo. Mi imamo odlične kmetije z zelo pestro razvejeno dopolnilno dejavnostjo. Imamo tudi manjše obrtne delavnice po celi občini, ampak jaz pač pravim, da je tega premalo, ker če se nam ljudje izsiljujejo, je tega na vsak način premalo. O tem sem jaz govoril, nisem govoril, da to, kar imamo, da je to slabo. Konkretno, naprimer, spodbuditi, da ostanejo. Konkretno je to, da sprejmemo občinski prostorski načrt. To je prvo. Drugič, da pomagamo mladim ljudem pri iskanju idej. Tako da imamo morda v hiši tudi kakšnega svetovalca, ki pomaga mlademu človeku najti idejo. Tudi to ni enostavno danes. Potem, da, tako kot sem že prej povedal, da na široko odpremo vrata in obrtno-podjetniški coni v občini Gornja Radgona, torej da jo infrastrukturno odpremo, vse to bo še tema, ampak da nekako nismo slepo črvo, kot smo danes, da vzpostavimo čim bolj visok obči komunalni standard, torej da imamo boljše ceste, da imamo v celi občini dograjene vrtce, da imamo odprte šole, torej o tem govorim, da imamo širokopasovno omrežje in še kaj bi se lahko našlo, ne pa da recimo zapiramo pošte oziroma jih takole, pa ni občina seveda to kriva, ne govorim, da je občina to kriva, ampak vendarle se nam dogaja, da se obči standard tu pa tam celo zmanjšuje in to ni dobro. No, govorili smo o izseljevanju, ki je pravzaprav, tako kot je povedal tudi gospod Kampovš, pogojeno z brezposelnostjo. Ta je v Gornji Radgoni nekaj čez 15-odstotna, na ravni države je 12-odstotna. Kaj to pomeni dejansko, te številke govorijo? Te številke so, če smo jih pridobili iz zavoda, resnične, ne? Samo morate pa nekaj vedeti, ne? Da ljudje naši so, kar rečem, hvala Bogu, znedljivi, ne? Torej, moram reči, da veliko število naših, ki na nek način so brez dela, seveda si pomaga na različne načine. Ali gredo pomagati, ne vem, sosedu, ali gredo pomagati, tudi v Avstriji gredo pomagati. Pa zakaj ne? Hvala Bogu, ne? Da se na nek način znajde in da se zagotovijo na nek način neko normalno eksistenco. Drugače pa seveda, prav imate vi, ne? Torej, tudi občina je tista, ki na nek način prispeva taki manjši delež spodaj, da se vse tiste osnovne stvari naredijo, kot jih mi smo naredili. Torej, pri nas še vedno industrijska cona je odprta. Torej, še vedno, če bilo kakšna firma pride danes, ima prostor v naši industrijski coni. Še nekaj, mi imamo veliko firm teh, torej tu pri nas, ko so še v mestu in tako naprej. In prej, ko slej, za 5 ali 10 let bodo seveda prišle in bo rekli, lete, mi se želimo širiti, tu v mestu se več ne more, imajo torej možnost še širiti v industrijski coni, oziroma celo načrtuje se širitev industrijske cone po potrebah. Ne tako ven dan, kot pogledamo. Glede, pogledajte okrog nas. Pogledajte Lenart, v soboto, prazne industrijske cone. To seveda ni dobro. Torej, da bi naprej šli v nekaj, ampak vsi tisti, ki pa seveda pri nas želijo, imajo mesto v industrijski coni. Govorimo o tej industrijski coni, ki že sedaj obstaja. V načrtih je pa še druga, ta pa naj bi bila ob avtocesti, kaj ne? Tudi tukaj je veliko prahu. Hvala lepo, da ste mi dali priložnost. Glejte, jaz sem ljudem in tudi gospodu kolegu Rojku povedal sledeče. Mi imamo industrijsko cono v Gornji Radgoni, katera zadostuje tam za okrog 20 let. Jaz mislim, da 20 let. In sem povedal idejo, poslušajte, idejo sem povedal, ampak gledajte, ljudje pa še radi spreminjajo stvari, ne? Gledajte, ideja pa je seveda takšna. Če pogledate malo po svetu, ne? Po svetu, če se peljete v Italijo, v Avstrijo, v Nemčijo, vsi vedo, torej navaden ve vsak, da so industrijske cone izključno ob avtocestah. In tudi pri nas sem prepričan, čez 30 let bo neka skupna industrijska cona ob avtocesti in takrat več ne bo imela vsaka vas ali pa vsaka občina svoje industrijske cone, ampak jaz bi si želel, da je takrat industrijska cona za 10 občin skupaj, tako kot je to drugje v svetu. Mi tega ne bomo mogli izbegniti. Drugače pa v tem trenutku, se pravi, za 20 let pa še je vedno tu prostora v naši industrijski coni in tudi zagotovljena so zemljišča vnaprej, torej za 20 let. Naprej pa seveda je bilo zelo težko, idejo sem pa seveda povedal. Ampak seveda nekateri pač to izkoriščajo, ko zdaj rečejo takole, joj, kam pa še rekel, zdaj pa bo vsi šli nekam v Ivance ali kaj take. To je naša ideja, ki nam v prihodnosti vsekakor sledi. No, ravno vi ste to na enem izmed soočenj izpostavili, dejansko tole industrijsko cono, ki naj bi nastala ob avtocesti. No, zdaj bom pa na Ideji TV povedal še jaz idejo. Torej, moja ideja pa je seveda naslednja. Jaz si želim, da avtocesta pride v Gornjo Radgono in potem ne bo potrebna selitev
iz Gornje Radgone. Namreč Gornja Radgona ima tako geostrateško lego, da bi bilo res nespametno, vsaj mislim, govoriti o tem, da bomo tudi čez 20 ali pa čez 30 let odhajali, ampak da lahko, jaz sem prepričan, na dolgi rok, res na dolgi rok, tu nekje med Radenci in pa med Gornjo Radgono najdemo dovolj prostora za dolgoročni razvoj celo obeh občin, tako pa tudi občine Apače. Tako da tu mislim, da je naša prednost, torej neka široka cesta v Radgono, mislim, da tudi most v Republiko Avstrijo in to cestni most, ker je vendarle ta most postaje preozek in pa železniška povezava v Avstrijo in potem se lahko zgodi razvoj industrije tukaj in ni potrebna selitev v neko zaenkrat, po moji oceni, neokrnjeno naravo ali pa na prvovrstna kmetijska zemljišča, ki nedvoumno v Grabonošu, recimo ob avtocesti so. In to je tisto, kar jaz vendarle govorim, da je naša naloga, da nekako čez nekaj let pride v srednjeročne načrte naše države. Vsekakor ni občina tista, ki bo gradila avtocesto in tudi mostov v Avstrijo, pa tako železnice ne gradi občina, ampak občina je lahko nek iniciator, da se to zgodi in to je tisto, za kar bom pa jaz dal vse energije od sebe, da se pa to seveda bo zgodilo, ampak jasno je, nič iz danes na jutri. Sej moj kolega pravi tudi ideja za 20-30 let, sej midva takrat bova verjetno oba že v penzionu, ampak kakorkoli, danes tukaj sva odgovorna svojim občanom in občankam občine Gornja Radgona za njihov razvoj. Pravzaprav strmite vsak k svoji lokaciji te poslovne cone. No, če mi dovolite, tu smo se verjetno z kolegom Rojkom nekoliko različni. Glejte, pripeljati avtocesto v Gornjo Radgono, pa to je bedarija. To je za mene bedarija. Torej, jaz sem bil tisti, ki sem bil predsednik odbora za, veste, hitro izgradnjo avtoceste. A se spomnite, kakšne stvari so se dogajale v Gornji Radgoni? Ljudje niso mogli živeti. Ljudje niso mogli preprosto živeti, bilo je število nesreč in ne vem, kaj še drugo. Zaradi tega jaz na nek način pravim, ne. Hvala Bogu, da ni glih se dotaknila Gornje Radgone in o načrtovalcih sedanje izgradnje avtoceste, ki je zgrajene, jaz ne morem in ne upam reči nič. Verjetno je že takrat bilo to optimalna rešitev, ampak zdaj govorite o tem, da je pripeljali avtocesto v Gornjo Radgono. Pa, glejte, to se mi zdi malo mimo, no, če tako po domače povem. In seveda tudi jaz niti slučajno ne bil, pa še nekaj, iz katerega stališča pa ne. Glejte, mi v tem trenutku smo bolj turistično usmerjeni, ne? In seveda mi želimo razvijati turizem na veliki nogi, pravimo. In tudi delamo to, Negova in vse ostalo, skupaj v povezavi z avstrijskimi sosedi, ki imajo termalno kopališče. In ne vem, kdo bi vraga bil tisti, ki bi upal dati glas za to, da avtocesta v Gornjo Radgono. No, jaz pač ocenujem, da to ni primerno in da to ni dobro in da to v Radgoni se ne bo zgodilo. Gospod Rojko, vaše mnenje je drugačno? Seveda, absolutno. Torej, če je to bedarija, se bom jaz za to bedarijo zavzemal. Jaz mislim, da je bedarija tisto, kar moj nasprotnik danes govori, da bo bodoča zasnova industrijske cone v Grabonošu ali pa nekje ob avtocesti. Jaz še vedno mislim, da je to lahko tukaj, doma, na našem pragu in da to nikakor ne otežuje tistega, kar mi zdaj nasprotnik očita, torej razvoja turizma. Jaz menim, da lahko to turizem samo spodbudi in neposredna bližina term v Avstriji, neposredna bližina term v Radencih lahko samo potrdi to mojo tezo. Torej, v občini Gornja Radgona je turizem neminovno s tem, kar sem zdaj povedal, tudi povezan. In brez tega ne bo šlo. In brez solidne ceste tudi ne, ker smo, priznajmo ali ne, kar se turistične plati tiče, turističnega razvoja tiče, so pa vendarle turistični centri nekje ne ravno čisto ob avtocesti, ampak ne ravno preveč oddaljeni od avtocest. In pa tudi dobro gospodarstvo se ne razvija, če ni solidnih cestnih povezav, zato jaz govorim, mogoče to ne bo avtocesta, ampak govorim o solidni cestni povezavi iz avtoceste v Gornjo Radgono in do večjega industrijskega mesta v Avstriji, to sta Graz in pa Feldbach, to pa danes nimamo. No, je že res, da si občani želijo novih cest, nove infrastrukture, tudi to, o tem lahko govorimo. Kaj ne, gospod Kampuš? Glejte, to pa je druga stvar. Glejte, avtocesta v Gornjo Radgoni, še enkrat, to je bedarija. Druga stvar pa je torej ceste, ki v občini Gornja Radgona imamo. Poglejte, mi smo naredili tako javnomnenjsko raziskavo in moram vam reči, da sem tudi jaz strinjam z našimi ljudmi, še vedno so ceste v Gornji Radgoni največji problem. Po statistiki, ki smo jo spravili skupaj. In sem že lepo govoril, gledajte, v tem trenutku imamo dva velika projekta, čistilno in pa voda Pomurje. Takoj zatem
se mora en celotni proračun nameniti za izgradnjo, modernizacijo cest v vseh krajevnih skupnosti. Torej, po nekem poštenem terminologiji, to pomeni vsi enako, da ne bo rekli, da bo oni več, oni manj, ampak gledajte, to je prioriteta v teh naslednjih letih. Jaz ocenujem, da 2015 bo ta dva velika projekta bosta končana. To pomeni, da že v 2016 se lahko pogovarjamo o tem, da v občinski svet verjetno na pritiske ljudi in seveda tudi na idejo, ki jo mi imamo, moral se odločiti v to, da bomo namenili en proračun samo za to, kar sem povedal. Kaj pa bo potem z ostalimi projekti, če bo en proračun šel samo v ceste, Glejte, projekti se bodo zaustavili? Ja, nič, bojo pač morali počakati. Glejte, treba je spoštovati ljudi. Ljudje so rekli, prioriteta še vedno, oziroma najbolj na udaru so ceste. In jaz sem seveda v tej predvolilni kampanji tudi šel okrog po krajevni skupnosti in vam moram reči, ko sem se pogovarjal z ljudmi, isto, ceste. Mi sicer takole moramo reči, z čistilno in pa z vodopomojem imamo to glavno infrastrukturo seveda sorazmerno rešeno in seveda ceste so tiste, ki jih moramo v prihodnjem letu 2016-2017 vsekakor torej en proračun nameniti. Gospod Rojko, koliko sredstev bi vi namenili za posodobitev cest? Ja, naj povem, da ne bom jaz takole po moji oceni neodgovorno povedal en proračun, ker to je, moram priznati, neko zavajanje. Namreč en proračun letos je 19 milijonov. A bomo dali 19 milijonov za ceste, super, potem bomo imeli vse asfaltirano, pa še ostalo nam bo. Aktivni del proračuna, ki je pa prost, je pa bistveno manjši. Torej, ja, tudi naša prioriteta so ceste. Zdaj, seveda govorimo o lokalnih cestah oziroma občinskih poteh. Teh je nekaj 100 kilometrov v občini in nekaj čez 50 kilometrov še neasfaltiranih, pa tudi enih 20 do 30 kilometrov tu nekje je že razpadlih, torej, ki so potrebne preplastitve. Tako da to bo ena izmed prioritet. Je pa res, da ne bo edina. In pa še ena stvar pri tem, meni se včasih celo očita, da bom pristranski pri tem. Pa ne, zdaj tule povem še enkrat, nikakor in pod nobenim pogojem. Torej, mi imamo v programu enakomerni razvoj cele občine, tako mesta Gornja Radgona, torej samega centra, in tako periferije. Tako mi na to gledamo in ta korektnost, menim, da bo celo spisana na tak način, da bomo imeli celo nek ključ, po katerem komu kaj pripada in potem o tem, kje in kaj se bo delalo, menimo dati večjo vlogom krajevnim skupnostmi, torej krajevne skupnosti oziroma nižji nivo lokalne skupnosti bo tisti, ki bo odločal o tem, kje kaj je pa njihova prva prioriteta. To namreč do zdaj po moji oceni ni bilo točno tako urejeno in smo imeli kdaj tudi kaj takole spremenjene prioritete kar čez noč in se je neka druga cesta delala zato, ker je morda bil kdo tam doma, ki je bil malo bliže komu. Jaz menim, da se to ne sme dogajati in pa še ena stvar. Pri vzpostavljanju obče infrastrukture smo, ko moj kolega reče, z čistilno napravo, ki je eden izmed naših večjih projektov v občini Gornja Radgona, rešili samo pol občine. Ali pa celo cele polovice ne. Torej, jaz osebno vendarle menim, da moramo v celi občini urediti celovito strategijo ravnanja z odpadnimi vodami, ki pa ni samo čistilna naprava v Gornji Radgoni, ampak je kanalizacijski sistem do te čistilne naprave, ki danes še ni v potankosti načrtovan. Gre za to, da so v prostorskih aktih občine čistilne naprave tudi na tej strani brega, če rečem takole, recimo v Zbigovcih, planiramo delati manjšo čistilno napravo, pa bi lahko, po moji oceni, ampak to je treba seveda še proučiti, vendarle vse te odpadne vode speljali do centralne čistilne naprave v Gornji Radgoni, pa to ni edina taka lokacija. Na drugi strani, če rečem v metafori Trojan, kot včasih kdo rad reče, pa smo sprejeli samo en droben odlok, ki omogoča sofinanciranje manjših čistilnih naprav krajanom in imamo eno čistilno napravo, to je v Negovi, vsi ostali pa bi bili bolj kot ne prepuščeni sami sebi. Jaz menim, da tudi tam moramo nekako celovito pristopiti k ravnanju z odpadnimi vodami, pripraviti projekte in potem kandidirati za evropska sredstva pri tem. In potem bo manevrskega prostora za takole govoriti, za proračun, za ceste, vendarle nekoliko manj. Sem, če zaključim, kar pa ne pomeni, da tisti prosti del proračuna,
ne bo usmerjen in prednostno usmerjen v cestno infrastrukturo, ampak korektno po celi občini. No, kar nekaj ostrih ste povedali na račun gospoda Kampuša, zato je prav, da dovolimo tudi zagovarjanje, če tako povemo. Povejte, zavajate pravzaprav občane s tem, ko jim obljubljate celoten proračun za obnovo cest? Glede, to pri nas vsak ve, kaj pomeni proračun. Proračun ima točno svoje postavke razdeljene in seveda investicijski del proračuna je izključno namenjen torej takim investicijam, o katerim jaz govorim. Podrobneje ne bom razlagal, ker vem, da vsi poznajo. Drugače pa moram reči, ne, gledajte, ta čistilna naprava v Gornji Radgoni torej zagotavlja cirka 70% vsem občanom občine Gornja Radgona, da bodo priklopljeni na čistilno napravo Gornja Radgona. Druga stvar, seveda, njegova ima že svojo čistilno napravo, naredili smo jo takrat, oziroma obnovili, ko smo obnavljali Negovski grad. Vsa ostala področja so seveda planirane čisto enostavna, kot je vse posod druge v Sloveniji in po svetu. Manjše strnjene naselja bo imeli svoje čistilne naprave, manjše posamezniki bo imeli svoje čistilne naprave. Občina Gornja Radgona bo sorazmerni delež, kot naprimer zdaj daje za čistilno napravo, da posameznega občana prispevala tudi občanom na podeželju. Tako kot je, torej, to je čisto običajno. Drugače pa morate vedeti, ne, gledajte, kanalizacija se v tem trenutku na veliko dela. In takrat, ko je čistilna končana, pri nas bo čistilna končana v sredini prihodnjega leta, takrat tudi mora biti 80% kanalizacije povezane in priklopljene na njo, zaradi tega, ker je to pogoj, da sploh čistilna lahko dobro dela. In to v tem trenutku se bo uresničilo in vse tako gre. Edino, kar je, seveda nervoza občank in občanov je v tem trenutku, ker imamo ceste razkopane in tako naprej, imam veliko klicev, tako da ni tudi ne vse tako, bi rekel, prijetno v občini. Torej, vsaki dan moram posredovati, naprimer, ker se ljudje pritožujejo, ker so ceste, ampak gledajte, treba je potrpeti zdaj v tem trenutku in jaz mislim, da je vsake razume, ko jaz tudi to obrazložim, vsake razume, da je pač treba v tem trenutku potrpeti, če hočemo, da te projekte spravimo skozi oziroma pod streho. Drugače pa, če smo zdaj že pri projektih, gledajte, kaj je moja največja osnova, je seveda... Morda, če preden začnete s projekti, gospod Rojko je skomigal z glavo, morda še samo komentar. Tudi spet gre... Ja, čisto na kratko. Spet gre za to, da ne povemo čisto do kraja. Aktualni župan govori o nekih krajih z nekimi manjšimi čistilnimi napravami. Če pa pogledamo dokumente občine, pa teh načrtov nimamo. Meni je samo, to je pa res, bilo oddaleč pokazano takole dve debeli zajetni mapi, kjer bi naj bila vsebina. Tako mi je bilo povedano, ravno to, kar zdaj govorim, torej neki dokumenti v občinski hiši so, župan ima seveda več dostopa do tega kot jaz, kjer naj bi bila naročena neka študija, kako bomo to v bodoče uredili, ampak po informacijah, ki so mi jih pa vendarle takrat, ko so mi te dve mapice oddaleč pokazali, da ne gre za celovito rešitev v občini, in o tem sem jaz govoril o načrtu, enotnem načrtu ravnanja z odpadnimi vodami za celo občino, ne glede na to, kje kdo živi. Torej tistih, ki se bodo po moji oceni v čim večjem številu priključili na centralno čistilno napravo, ker zdaj moram resno povedati, Police, Zbigovci, Orehovci, Orehovski vrh in Ptujska cesta zaenkrat nista v načrtu, da se priključita na centralno čistilno napravo v Gornji Radgoni. Take imam jaz podatke, če ima kolega aktualni župan drugačne, naj pove. Meni je bilo tako povedano in jaz govorim, da to ni dobro in da je treba to stvar prevetriti in to bomo, če bom jaz župan, tudi storili. Boste pojasnili, gospod Kampuš? Vse je normalno, gledajte, vse ne moremo vsi vse vedeti, se to je jasno, gledajte. Pred 4 leti je ena firma Verbundplan naredila kompletno razrez naše občine, torej od vseh posameznih zaselij in tako naprej. In to v tem trenutku pri nas je narejeno. Tako da točno strategija in vizija je narejena, samo seveda, da bi pa to uresničili, bo pa trajalo še 20 let. Torej ne gre tako hitro, ni dovolj denarja, gremo pa lepo po vrsti, uresničujemo tako, kot je to pravilno. In gledajte, zdaj tisti, ki Radgono poznajo, torej dolvodno od tega, torej kje je naše hribovje, vse gre na Radgonsko čistilno napravo, torej od Podgrada tudi do ND Plitvičkega vrha in vse tisto gor, to vse se vleče na čistilno napravo Gornja Radgona. Tako da, tako kot sem povedal, cirka 70 do 75% je v tem trenutku vezano na čistilno napravo Gornja Radgona. In to
to je zdaj, bi rekel, nesmiselno govoriti, to je evidentno. Sem pa povedal, gledajte, 80% je potrebno narediti do prihodnjega leta, 2015 sredine. Ostalo se še pa lahko tudi pozneje naredi in ne vidim nobenega razloga, da ne bi to bilo tako. No, gledajte, jaz papirov, zdaj mi je prav čudno, da zdaj rečete, pridite pogledati na občino, pa boste malo razumeli. Bomo pri tem res samo en stavek, ker nam bo vzelo preveč časa. Občinski svetnik sem zadnje 4 leta. Dokumenti, o katerih govori gospod Tone, so mi bili pokazani iz razdalje 2 metrov. Sedaj ste dobili povabilo, lahko pridete pogledati. Ja, verjamem, ampak gledajte, v prostorskih aktih občine Gornja Radgona in tudi v prostorskih aktih, ki smo jih kot občinski svetniki potrjevali, nič o tem. Zdaj, a je nekdo slabo opravil svojo delo ali pa zdaj ta zadeva ne drži točno tako. Jaz imam drugačne podatke. Gospod Kampuš. Morate se malo bolj angažirati drugič kot občinski svetnik, da boste vse vedeli, ne samo pol. Tako da si obetam, da boste pač malo bolj zagnano in strokovno pristopili k tem stvarem. In jaz sem izrekel vsem povabilo, torej ne samo gospodu Rojku, torej vsem občinskim svetnicam in svetnikom sem izrekel povabilo. Občina Gornja Radgona je odprta inštitucija in vsak ima pravico se priti informirati. Tudi vsak občan. In gledajte še nekaj. Vse tisto, kar se v občini dogaja, od vseh sklepov, vse in tako naprej, vse je danes že dostopno v internetu in ne vidim nobenega razloga, da bi bilo kako stvar na nek način bila skrita ali kako drugače, ne vem. Odvisno je pač od interesa. Če kdo ima interes, potem se seveda seznani, če pa kdo nima interesa ali pa ne vem, iz različnih vzrokov, časa ali kaj, potem pač tako je, kot zdaj je. Gospod Rojko, vi se ne strinjate s tem? Absolutno ne. Očitana mi je bila nestrokovnost. Pa v bistvu ne gre za to. Ne povem, da tudi kot občinski svetnik, ko prejmem domov 500-listno gradivo za sejo občinskega sveta, ki ga pripravijo strokovne službe v hiši, imam seveda silne težave, da to v 7 dneh preštudiram. In tudi to je bila ena izmed taktik, da morda kakšne informacije nismo dobili tako kvalitetno pripravljene, kot bi jo, oziroma je nismo morali absorbirati, ker je to, zdaj pa bom povedal drugače, podcenjevanje nas, občinskih svetnikov, da so bile seje sklicane tako na dolgo, kot so bile v tem mandatnem obdobju in da smo odgovore na vprašanje, ki smo jih zastavljali gospodu županu, dobivali čez 3 mesece ali še več, ko je bila v bistvu zadeva že brezpredmetna. Tako da res prosim, če smo pri teh stvareh malo bolj korektni, ker jaz mislim, da ste vendarle tu pa tam namerno zamolčali kak podatek in pa ne dali vsega na mizo tako, kot bi morali, ker če bi dali vse na mizo, potem bi meni bili ti dokumenti znani. Pa mi niso. In še enkrat poudarjam, pod naseljem Police imate v načrtu manjšo čistilno napravo. Jaz govorim, da je treba odpadne vode iz naselja Police odpeljati v centralno čistilno napravo Gornja Radgona. Vi pa govorite drugače. Zdaj pa ne vem, kjer dokumente sva gledala. Vsaki svoje, očitno. Ne, gledajte, mi je neprijetno odgovarjati. Jaz moram samo reči, gledajte, statut predpisuje, kdaj mora iti gradivo ven. In tako se dela in torej župan s tem nima nič. Zdaj, če pač se ne prečita ali ne pripravi na vse, ne vem, gledajte, jaz to o tem ne vem. Dobro, bomo zaključili na tej točki, ker drugače bomo res izgubili preveč časa za tole temo. Bomo nadaljevali s projekti, s gospodarstvom. Nekaj smo že povedali, veliko je projektov, ki se izvajajo, ki so se izvajali, veliko je tudi načrtov, o katerih se je govorilo, lahko povemo tudi Radgonski grad, tudi tam so bili veliki načrti dogovarjanja, ampak sedaj nič iz tega. Dejansko tudi nekakšno turistično naselje v Podgradu, tudi tam se je nekaj govorilo. Morda, gospod Kampuš, obrazložite te zadeve, ker ste trenutno aktualni župan. Ja, jaz pač le gradim na tistem, torej vsako stvar mora imeti temelje. Torej jaz le gradim na tem, da smo uspeli, naprimer, jaz imam tukaj take lepe razpredelnice z 14 projekti, ki je lahko tudi prečitam, pripeljali v Gornjo Radgono 24 milijonov evrov evropskih sredstev. To je tudi čistilna in tako naprej vse noter. Torej, to je neka dobra osnova, za katero se v Gornji Radgoni lahko pohvalim, da smo ena izmed tistih občin, ki v veliki meri posega po evropskih sredstev.
sredstvih. Imamo ob sebi, oziroma v našem lastništvu, podjetniško razvojno agencijo, ki to pripravlja po naših nalogah, razvojno agencijo in seveda imamo tudi Zavod za kulturo, promocijo turizem, ki se ukvarja s turizmom in tako naprej. Tako da vsi to prispevajo na nek način k temu uspešnemu delu. Zdaj pa naprej. Kaj pa je najbolj pomembno v tem trenutku nasploh, torej tisti, ki se tega zavedajo? Torej, razvojni program 2014-2020 je tista ambicija, za katero se najbolj trudim. Je tista vizija v občini Gornji Radgona, za katero se treba na veliko potruditi. In seveda, kaj to pomeni? Torej, v 2014-2020 je še tisto obdobje, v katerem bo občina Gornja Radgona lahko posegala po evropskih sredstvih. In še toliko bolj smo začeli takoj ob začetku tega leta, oziroma tam nekje marca verjetno, delati na tem razvojnem programu 2014-2020 in seveda poslali vsem občankam in občanom, torej gospodinjstvom domov, idejo, kaj se je naredilo, idejo, v katero smer v prihodnosti naj šla občina Gornja Radgona, v smislu projektov. Mi smo jih poprosili, da naj podajo svoje videnje, da naj podajo svoje pripombe in tako naprej. In seveda zdaj na nek način počasi se spravlja torej ta razvojni program 2014-2020 v čistopis in seveda občinski svet novi ga bo dobil na mizo, pripravljenega. In seveda takrat bo komaj lahko občinski svet o tem kako besedo dal tudi v obravnav ostalim firmam, ustanovam, inštitucijam, da bodo lahko podali še takrat svoje pripombe. In ta razvojni program 2014-2020 bi moral biti takole razčiščen na mizi vsaj 1.1.2015. Da takoj začnemo posegati po projektih, ki nam prinašajo evropska sredstva. Tako kot je bilo do zdaj. To je naša ambicija in to moram reči, da je v tem trenutku za to idejo treba narediti vse. Je pa ta razvojni program tako nastavljen, da je idejno nastavljen, znotraj tega je 6 prioritet. V vseh prioritetah so opisane posamezne teme. In seveda po letih pa morajo biti zastavljeni cilji. In ljudem moramo povedati, v letu 2016 to, v letu 2017 to. In tako se je do zdaj delalo in tako se bo delalo tudi vnaprej. In to je edino pošteno, da ljudem poveš, da se ne skrivaš potem in tako naprej. In mi seveda imamo torej te razvojne prioritete, ne bom govoril, da ne bom predolg, torej prva prioriteta je dvig konkurenčnosti gospodarstva, tretja prioriteta je trajnostni razvoj turizma, tretja razvoj človeških virov, četrta okolje, infrastruktura in prostor, peta trajnostni razvoj kmetijstva in podeželja in pa šesto smo mi dodali, kar ni v evropski listini, torej čezmejno sodelovanje. To čezmejno sodelovanje je odlično, imamo skupne projekte in te projekte je seveda treba v naslednjih letih nadaljevati, ker tudi iz tega konteksta se lahko pridobi veliko sredstev čezmejnega sodelovanja. No, veliko ste povedali, gospod Rojko, verjetno se strinjate s tem, da občina mora črpati evropska sredstva. Se vam zdi, da je do sedaj črpala dovolj? No, seveda, vaši tezi pritrjujem. Ja, občina je tista, ki mora tudi v prihodnjem obdobju vse sile napeti za to, da počrpa čim več evropskega denarja. Seveda pri tem bo naletela na eno težavo, mora zagotoviti sofinancerski delež iz lastnega proračunskega vira oziroma iz lastnih virov, kar nikoli ni bilo in nikoli ne bo enostavno, ker včasih gre za kar zajetne deleže. Seveda težnja potem tudi naša bo, da pri projektni naravnanosti občine oziroma občinskega proračuna težimo k temu, da se prijavljamo na projekte, ki bojo čim više sofinancirani, so res čim višjimi odstotki sofinancirani. To je tudi do zdaj tako bilo, tu ni nobene dileme. Torej, projektna naravnanost občine ja. Zdaj, če samo z stavkom ali dvema za nazaj govorim o porabi evropskega denarja. Načeloma je vse lepo in prav. Ampak včasih se pa vendarle zazdi, da pri nekaterih projektih, jaz sem tako metaforično povedal, da bi včasih pri kakem projektu ne upal pogledati svojim ljudem v oči, ker smo za kak projekt pa vendarle porabili nesramno veliko denarja. Pa je bil potreben, ni dileme o tem, ali je špital kot lep objekt, čudovit objekt, torej govorim o muzeju v Gornji Radgoni in čudoviti stavbi proti meji namreč, da je ta stavba potrebna, ampak bila je predraga ali pa zelo draga. V 20 oziroma 25 letih doživela 4 ali 5 obnov
in nikoli meni kot občinskem svetniku ni uspelo dobiti celovite informacije, koliko nas je to stalo. Prvič smo popravili to takoj neposredno po vojni, iz vojne škode, ko je jugoslovanska vojska razbila to stavbo in potem še 3-krat ali celo 4-krat zdaj zadnja. Ampak kot občinski svetnik ste potrdili oziroma občinski svet je potrdil dejansko ta projekt. Enega od teh, ja, zadnjega. Ostali so že starejšega datuma, ampak ta zadnji je bil tak, ne. Govorili smo o novi fazi obnove, smo pa v bistvu v tej fazi obnove popravljali tisto, kar je bilo prejšnjič storjeno slabo ali narobe. No, res pa je, da je tudi v tem projektu bil sestavni del tega restauracija zbirke, ki pa se tako na prvi pogled v stavbi sami ni videla. In to je bilo nekaj, kar nas je potem presenetilo, tako da ni vse tako negativno, ko zdaj govorim. Jaz sem samo želel povedati, da projektna naravnanost vendarle ob skrbnem, zdaj pa govorim ob skrbnem nadziranju projektov, da se nam ne zgodi mogoče tudi kdaj kako nepotrebno vračanje evropskega denarja, torej odličen nadzor potrebujemo za to, ampak potrebujemo poceni nadzor za to, ne ravno najbolj dragega. Bom povedal en primer, sicer nimam pa številk, to bo morda mi moj kolega lahko odgovoril. Za navoz depoja za centralno čistilno napravo smo v proračunu občine Gornja Radgona potrdili postavko 110 000 evrov za nadziranje izgradnje tega platoja, ne za gradnjo čistilne naprave, ki stane v celoti gledano tam zdaj čez palec 10 milijonov evrov. Ampak govorim samo o navozu platoja in to je v letošnjem proračunu zapisano in če bi ne glasoval za ta proračun, bi bil spet očitek, da se ne obnašam projektno oziroma da zaviram razvoj občine Gornja Radgona, pa mi ta postavka vsekakor ni bila všeč. Pa je vendarle dobil rebalans proračuna, moj glas dobil za. In ker sem že dobil take očitke, namreč, da sem bil zaviralec v preteklosti, da smo glasovali proti projektom, seveda takrat, ko so bile vsebine prehude. No, v tem primeru smo vendarle rekli, ok, bomo pa to podprli, ta načrt programov in tudi čistilna naprava je nujno potrebna, vendarle meni se je zdelo, da bi lahko za ta denar v občini Gornja Radgona imeli eno leto zaposlene 3 univerzitetno izobražene gradbene inženirje, ki bi lahko nadzirali še kaj drugega zraven, ne samo čistilno napravo. In še enkrat, usmerjenost občine, da ponovim, usmerjenost občine v bodoče, da ne bomo šli za nazaj, v projekte je nujna. Brez tega občina Gornja Radgona ne bo uspela zagnati svojega razvoja v tej smeri, kot si vsi skupaj, vsi občani in občanke občine Gornja Radgona želimo. Gospod Kampuš, je bil špital predraga investicija oziroma se dela z občinskim in evropskimi sredstvi negospodarno? Glejte, zdaj stroka pravi takole, jaz si ne upam oporekati stroke, niti se ne bi slučajno dovolil. Torej, glejte, pri špitalu je šlo za adaptacijo v nekaj fazah, po fazah, zaradi tega, ker smo se prijavili na evropska sredstva, tako kot smo dobivali, se je tudi seveda izgrajevalo. In še nekaj, ne, torej, špital je naša zgodovinska stavba, o kateri ne da se kar takole na mah govoriti in je treba že reči, Zavod za kulturno dediščino iz Maribora je tisti, ki daje vse pogoje za take adaptacije. In ne more si nič misliti, niti Franček Petrovič, niti Kampuš, niti nihče. Torej, po pogojih, ki jih oni predpišejo, je treba opraviti te naloge, ker gre za tako in tako stavbo tega tipa. In tako se je tudi do zdaj delalo in ne vidim nobenega razloga, da bi lahko bilo kdo, gledajte, imamo nadzorne, imamo vse inštitucije, preko katerih gredo vsi projekti na pregled in presojo. In če stroka tako reče, Kampuš niti slučajno niti isti, niti noben drugi, ki bi lahko temu oporekal. Nič ne bom trdil, ampak v tem trenutku, kaj pa je bistvo vsega tega? Torej, vsi tisti, ki danes pridejo v špital, pa rečejo, to pa je naša zgodovina, to pa smo dobro naredili. Torej, bi se ne strinjal z nikome drugim, kot pa z temi ljudmi, pojdite samo malo vprašati. Radgončane in tiste, ki se gledajo in tako naprej. Prej sem vas tudi vprašala za grad, tudi to je ena takšna stavba, ki... Glejte, grad je druga zgodba, to je dana pogodba z privatnim najemnikom, ki znotraj te pogodbe piše vse, kako bi moral s tem ravnati. Jaz z tem ravnanjem nisem v celoti zadovoljen, niti občinski svet ni bil, zaradi tega smo ga pozvali, da poskuša te stvari tako narediti, kot v pogodbi piše.
celo prišlo je do tega, da je ta grad bil dan v najem za 100 let, zdaj se je zmanjšalo na 50 let in seveda en in drugi partner, torej občina in drugi partner se moramo teh pogojev, ki so v pogodbi zapisani, držati. To pomeni nekoliko boljše, kvalitetnejše upravljanje tudi tega gradu. In tudi ta grad Radgonski je seveda vključen v našo mrežo turizma in ne vidim nobenega razloga, da to ne bi bilo dobro naprej. Gospod Rojko, kakšen je vaš komentar? Grad Špital, torej oboje. No, pri Špitalu bom zelo kratek še. Res je, tudi jaz naredim, wow, super. Ni ga čudovitejšega skoraj, da lahko bi rekli, objekta v samem središču Radgone. S tem sva si z gospodom Tonetom zelo enotna. Ampak, se sem že prej povedal, veliko denarja je šlo za to in veliko ga je šlo tudi po nepotrebnem. Pa bom samo še en primer, potem pa res konec okrog Špitala, vse, kar se mene tiče. Razbijali smo beton, ki je bil star nekaj čez, mislim, da okrog 5 let in delali tlak okrog stavbe na novo. Potem se človek sprašuje, zakaj, a nismo pred 5 leti, ko smo delali tisto drugo fazo, tega vedeli in zakaj takrat nismo položili hidroizolacije, če smo betonirali in zakaj nam je ta stavba v 5 letih popokala in zakaj nam je odpadla fasada. O tem sem jaz govoril, nisem pa govoril o nečemu, da je ta objekt nepotreben, ki je pa super, da ga imamo. Potem pa Radgonski grad, najprej poudarim, obnova Radgonskega gradu davkoplačevalcev ni koštala, če povem po domače, niti centa. Torej, šlo je za zasebni kapital, morda, ne rečem, vse je bilo potrebno pripraviti pogodbe in te stvari, ampak vendarle govorim o sami konkretni obnovi. Iz dela je izvajal sedanji najemnik gradu, ki smo se takole med vrsticami dolga leta z njim kregali, tudi tožarili smo se z njim, tudi nekaj zadev izgubili, tudi neki dokumenti so se izgubljali, se je tako, je meni prišlo spet na uho, ker to so časi, ki so za nazaj. Ja, tako je. No, potem pa pač vprašajte tiste, ki več vedo o tem. Jaz nisem bil takrat še občinski svetnik, vi ste bili pa že župan. Se pravi, govorimo o nepreverjenih informacijah. Ja, z moje strani so to nepreverjene informacije, ampak vendarle je šlo za to, da se je osnovna pogodba o najemu gradu nekako izgubljala. Potem smo menda celo našli, ne vem, nekaj v tej smeri je šlo. Pustimo reči čas v čas, ampak jaz govorim, da nas obnova gradu ni stala niti centa, da je danes grad obnovljen, morda res kdo lahko kaj reče, tako kot je bilo pri Špitalu povedano, da je tisti, ki komandira te obnove, Zavod za varstvo kulturne dediščine v Mariboru, vse lepo in prav, ampak tega nismo plačali mi. In danes je grad obnovljen, morda tudi v zavodu rečejo, da morda ni vse točno tako, kot bi moralo biti, ampak če vemo, da je pred svojimi 30 leti bila to razpadajoča stavba, danes je pa to vendarle popolnoma obnovljena stavba. In jaz bom povedal samo še takole, zdaj imamo pač neko pogodbo z gospodom Hercogom in če jo imamo, jo moramo oboje stransko spoštovati in bo po moji oceni vse lepo in prav in bo lahko Radgonski grad veliko bolj kvalitetno vgrajen v turistično ponudbo, če že govorimo, da stavimo na turizem in to stavimo. Potem moramo še veliko bolj vpeti Radgonski grad v to našo ponudbo, ker zdaj je to nekako vendarle bolj prepuščeno zasebni iniciativi in občina pri tem ni naredila vsega, kar bi po moji oceni lahko in to bom jaz, če bom župan, spremenil. Kako komentirate? Glede, kar se tiče Špitala, spet govorite neresnice. Glede, na internetni strani je objavljen vse ponudbe, vse, kar se tiče Špitala in gledajte. Pred 4 leti, bom rekel takole, se je Špital prva faza končala in takrat je bilo odune zemlja. In sam tisti, torej izvajalec je rekel, gledajte, jaz bom potegnil 5 cm torej betona, da ne bomo hodili po 4 leta, ali ne vem, kadar je prišel, da ne bomo hodili po zemlji. In to je bil. In samo to je vzrok, da bi nekateri te stvari radi prikazali, joj, kak se je ta investicija drugače in tako naprej. Glede, to je resnica. To si lahko vsi pogledajo. Spoštovana kolegica, dr. Tatjana Fulde, je to objavila na internetu. Vse postavke točno napisane. In jaz ne vem, glede, spet vas mogo upozoriti, gospod Rojko, moj kolega, neresnice širite, nehajte z tem, prosim vas. Vi veste, kaj sem vam onkrat povedal. Torej, govorili ste o tem, da smo prodali dom starejših. Danes spet sem si izpis
Poglejte, danes imam izpis spet, da to ni res, da govorite 13.10. ob 7.43 sem si pridobil ponovno izpis iz knjige, zemljiške knjige, torej širite laži. Dom starejših ni prodan, 51% ima občina Gornja Radgona, 49% pa seveda ni prodano, kot govorite. Potem gledajte, ta zadeva, ki ste jo prinesli, vem pred kratkim, da občina na veliko zaposluje. Ni res, to je laž, gledajte. Kdo je to prinesel? Ja, vi ste prinesli, prosim, na vaši predstavitvi v Negovi. In slabo čakajte, da do poslušate. konca povem. In seveda ni res. Jaz sem v teh zadnjih 5 letih, 3 so šli v pokoj. In sem jih seveda nisem pustil nadomestiti, ampak sem ta dela prerazporedil drugim. To pomeni, da se je občina Gornja Radgona pod mojim vodstvom v tem smislu racionalizirala našo občinsko upravo za 10%. Zdaj pa gledajte, za te neresnice, ki vi govorite okrog, jaz ne rabim nobenega opravičila takega. Bil pa je pri meni pred 2 dnevoma naš kolega Slavko Rončarič, kateremu je bilo podeljeno neko delo. In je bilo sledeče. Torej, nevihta je odnesla neki del strehe v osnovni šoli Negova. Drugo zjutraj smo klicali nekoga, ki je bil pripravljen narediti, popraviti to streho. In to se je najdel gospod Lončarič, ki bi to popravil in tako naprej. Zdaj pa seveda se na veliko govori, piše, kako je znotraj tega to dejanje koruptivno, da smo mi dva koruptivna in ne vem, kaj še vse drugo. In vam moram reči, da je gospod Lončarič Slavko, ki je seveda tudi za mene osebno, najbolj spoštovana osebnost v Negovi, kjer je za Negovo nekaj naredil in je tudi naš častni občan in vi o teh stvareh in o njemu se tako izražate. Zdaj vas pa vljudno prosim, gospod Rojko, njemu pa se prosim vas, da opravičite. Ker se mu toliko gnajnice zlili na njega. No, danes ni bilo nobene Glejte, besede izrečene. Ne, ampak morate pogledati malo internet in vse te stvari in tudi na govori. Saj nisem rekel, da je vse gospod Rojko. Gospod Rojko je v redu. Ampak torej tisti, ki za njim, ti si širijo take neresnice. In mene kličejo občanke in občani, oprostite, da moram to povedati. Da njega poprosim, da naj njegovi, torej tisti pripadniki njegove stranke, nehajo širiti laži. In še enkrat bom povedal, da ne bi bil predolg, se mi zdi smešno. Torej, govoriti o tem je nekorektno in nepošteno in se pravi, prosim vas, če se gospodu Lončariču na nek pametni način opravičite, meni se ne rabite. Se pravi, kaj je zdaj na teh govoricah oziroma pri gospodu Lončariču se je zares dogajalo tako? Bom jaz povedal reči, tam, kjer je, da ne zaidemo samo v eno smer, dom starejših občanov. Torej, jaz res, da podatka nimam, ali je bil v petek dom starejših občanov strani kupcev, ki so na licitaciji vendarle položili tisto, kar morajo položiti in so imeli rok, da do petka, do 24 nič vplačajo kupnino in če je niso, ne lažem, če je niso, potem dom ni prodan. Jaz te informacije nimam. Potem pa ne govorite občankam in občanom, da je dom prodan. Ja, prosim vas lepo, a ste uveljavili predkupno pravico? Niste. Ker nismo sprejeli na občinskem svetu sklepa o tem. Niste. Ampak prodan tudi ni, ne? Hvala Bogu, da ni prodan, ker potem bom jaz kot nov župan lahko poskrbel, da ne bo prodan in da ga bomo kupili. Hvala Bogu, ker je to dobra naložba in ker je dom odlična družba, ki zaposluje ljudi in prinaša tudi posredno v proračun kar zajetno vsoto denarja. In pa če bo 100% lasti občine, potem se bomo lahko vendarle nekako drugače pogovarjali kot danes. Super, če je temu tako. Jaz seveda dostopa do teh informacij do te meje, kot jo ima zdaj še aktualni župan, nimam, ker on je vendarle predstavnik, večinski predstavnik oziroma predstavnik občine v tem primeru, ki je 51% Ja, samo on to tudi ni delal. Ni res. Dajte mi pustiti besedo. Ni res, kar ste vi rekli. Niste dali na občinski svet in nismo potrdili in vi ste zadnjič kazali en dokument, kjer ste napisali, da uveljavljamo predkupno pravico, pa nimate pravne podlage za to. Ker nimamo sklepa občinskega sveta, ki bi nas zavezoval, da to kupimo. Mi smo, moram pošteno priznati, nekaj dni nazaj celo razmišljali o sklicu izredne seje občinskega sveta, da bi ta sklep čim prej dobili. No zdaj, hvala Bogu, če kupnina ni plačana, potem to ni potrebno in se bomo lahko začeli pogovarjati na novo. Zdaj pa, če okrog gospoda Lončariča vendarle odgovorim, jaz
z gospodom Lončaričem oziroma o gospodu Lončariču nikjer nisem govoril, kar mi je zdaj očitano. Torej, zdaj pa bom povedal tako, ker je gospod Tone povedal, da jaz lažem, zdaj bom pa povedal, da on laže. Če pač govoriva o tem, kdo laže, jaz osebno ne, spoštujem gospoda Lončariča in sva tudi velika lovska tovariša in prijatelja in vedno, ko se srečava, se pogovoriva čisto tako in tudi včeraj sva stala skupaj, pa nikjer o tem, niti besedice ni bilo. In jaz moram povedati, da to niso moje besede, ki se mi očita, danes je pa v naši državi vendarle svoboda govora in če kdo govori tudi o kom, kako ne resnico, bo pač za to prevzel odgovornost tisti, ki govori. Jaz, še enkrat povem, nisem govoril ničesar takega, kar bi lahko nekako mene napeljalo, da se nekomu za nekaj opravičujem, kar sploh nisem govoril. Tako da to ne bo kar konec okrog tega, da pa je včasih občina Gornja Radgona v velikanskih škripcih, ko je vendarle na hitro treba nekoga dobiti, tu pa ni nobene dileme, da je takrat domač podjetnik tisti, na katerega se obrnemo. Ravno to vi pravite, da je prednost domačim podjetjem, sedaj pa se pogovarjamo ravno o drugi stvari. Tako je, mi to na ves glas govorimo, ne pogovarjamo se o drugi stvari, pogovarjamo se o tem, da bo Stanko Rojko kot novi župan vendarle, če se bo le dalo na zakonit način, dajo prednost domačim izvajalcem. Ja, o tem govorimo, ja, ne govorimo o drugi stvari. No, na tej točki bomo danes zaključili tudi našo oddajo, kajti čas se je iztekel. Dejansko sedaj imata vsak na voljo nekaj trenutkov tudi, da nagovorita občane in občanke Gornje Radgone. Izvolite, gospod Kampuš. Ja, spoštovane občanke in občani, za mano stoji trdo delo. Sem opravil veliko projektov skupaj z mojimi sodelavkami in sodelavci. V Radgoni je evidenten napredek in moram priznati, da se tega lahko vsi skupaj veselimo. In ja, odločil sem se za še en mandat, torej za prihodnje 4 leta. In sem prepričan, da boste v nedeljo se udeležili volitev in seveda obkrožili številko 1, to sem jaz, in seveda gremo skupaj naprej. Gospod Rojko, še vaše besede. Ja. Spoštovane občanke in spoštovani občani, če želite, da v Gornji Radgoni zapiha svež veter, potem v nedeljo oddajte glas in obkrožite številko 2. Zagotavljam vam, da se bo občina Gornja Radgona še skokoviteje razvijala, kot se je do zdaj, in jaz kot župan bom zato napel vse sile, da se to zgodi in to, kjerkoli že ste, na robu občine ali samem mestu Gornja Radgona. Torej se vidimo na volitvah v nedeljo. Hvala obema za obisk v našem studiu in seveda srečno v nedeljo obema. Hvala lepa. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa najlepša hvala za vašo pozornost.